Agnes Meyer-Brandis je umetnica, ki živi v Berlinu in smo jo v galeriji Kapelica gostili že tam davnega 99. leta z enim drugim projektom. Značilnost njenih projektov je, da padejo nekako v polje fiction realities, namišljenih realnosti ali pa izmišljenih realnosti, za katero ona poskrbi tako, da zgenerira celo zgodbo do najmanjšega detajla, kjer potem mi lahko vstopimo v ta namišljen prostor in pogledamo v njega in iz njega skozi njene umetniške oči. V tem projektu Ideje drevesa razvija idejo, da ima vsako drevo nekakšno svojo osebno izkaznico. Znanstveno dejstvo je, da drevesa iz korenin, iz debla in iz listov spuščajo molekule, feromone, ki so različne od drevesa do drevesa. Celo iste vrste dreves imajo različne olfaktorne odtise. Mi smo po navodilih umetnice stopili v stik z Inštitutom Jožef Stefan, ki se ukvarja z merjenjem vsebnosti molekul oziroma vsebnosti sestavin, spojin v hrani, ampak ne samo v hrani. V tem primeru so nam pomagali s tem, da so izmerili, kaj drevo s svojim dihanjem iz sebe oddaja. Umetnica je izbrala okrasno drevo, ki mu po slovensko rečemo karamelno drevo in ki že tako ali tako velja za drevo, ki jeseni, ko se začnejo sušiti liste, spušča vonj po karameli. Na Inštitutu Jožef Stefan smo šli čez postopek, ki traja dobro uro, v katerem smo iz korenin, iz debla in iz listov poželi, če lahko tako rečem, s posebnimi steklenimi komorami, to, kar je v tej dobri uri drevo dalo iz sebe, in potem z nekim zelo preciznim inštrumentom, ki je podoben neki zdravniški injekciji, samo da je veliko bolj precizen, vzeli vzorec teh spojin, seveda, ki so nevidne, jih potem odnesli v laboratorij na Žirovskem vrhu, kjer za obdelavo vsakega posameznega vzorca potrebuje znanstvenica približno 3 ure, dobre 3 ure, zato da z elektrokromatografijo ugotovi, katere molekule so iz drevesa takrat šle ven. Na podlagi te analize in na podlagi identificiranja, katere molekule to so, smo dobili recept, ki je bil potem dan v roke parfumerju, sodelavcu od Agnes v Berlinu, ki sicer deluje v parfumerski industriji, in on je sintetiziral na podlagi tega recepta vsako vonjavo posebej. In dejansko v inštalaciji smo kot obiskovalci povabljeni, da pristopimo k drevesu in tam povohamo, kako dišijo korenine, kako diši deblo in kako diši krošnja, in potem tudi skupni vzorec, kjer je vse zmešano v en tak zelo kompleksen vonj, ki diši zelo po svoje in predvsem diši temu drevesu identično. Seveda, sama ta gesta vonjanja nas opozarja, da mi kot ljudje ne vonjamo samo z nosom, ampak vonjamo s celim telesom.
tudi druga živa bitja so občutljiva za vonjave in za te molekule, in to izmenjavanje teh vonjav v resnici deluje kot neke vrste neverbalna komunikacija med nami in drugimi živimi bitji. In ta situacija, ki je bila postavljena v galeriji, je bila namenjena temu, nekemu ozaveščanju te možnosti, da stopamo v neverbalno komunikacijo s tem drevesom in posledično skušamo ozavestiti tudi naše odnose, naše vplive, našo zavest o drugih nečloveških živih bitij. Zraven so v inštalaciji predstavljeni še parfumi, da tako rečemo, v resnici so te vonjavi in osebne izkaznice drugih dreves, ki jih je Agnes postavila v drugih prostorih, z drugimi producenti, z drugimi znanstveniki, vendar po bolj ali manj istih postopkih. Tukaj moram še poudariti, da je bila Agnes izjemno zadovoljna z znanstvenicami iz Inštituta Jožef Stefan, ki so še na nek način izboljšale protokol, ki ga je Agnes prinesla s seboj, tako da je odtis teh molekul, ki smo jih dobili iz merjenj v Ljubljani, bil še veliko bolj natančen in je zaradi tega bilo delo parfumerja toliko lažje in posledično seveda je tudi sama vonjava bila toliko bolj precizna, kar pomeni, da smo tudi posebno izkaznico tega drevesa naredili boljšo.